Ali resnično poznaš samega sebe? Ali živiš svojo resnico? To so današnja vprašanja, ki vas izzivam, da malce zopet pobrskate po svojih odgovorih. Mojca z vami, Lavitas, Vitas Energy. Danes gremo v spoznavanje samega sebe. Tako vas nekako izzivam in vas sprašujem, ali se resnično poznaš? Ali veš, kdo sploh si? Ali živiš samega sebe? Ali živiš svoje želje, namere, karkoli že čutiš tukaj, ali to res resnično že živiš? To pomeni, da se ne pretvarjaš, da v bistvu res vsakič odreagiraš tako, kot čutiš. To pomeni, da ne premišljuješ, kako bi se ti zdaj odzvala na določen dogodek ali odgovor, karkoli pač že, oziroma vprašanje, ampak da enostavno si pristna ti in greš v akcijo tako, kot ti čutiš. Zdaj pa še eno vprašanje, ali sploh se poznaš? Ali poznaš svoje občutke, ali poznaš svoje želje, ali sploh veš, kaj je tvoja najljubša hrana. Zdaj, če smo že glih pri hrani, ni to tvoja najljubša hrana, to, kar v bistvu bi ti non-stop jedla, mogoče je tisto zasvojenost, mogoče ti s čokolado kompenziraš neko čustvo. Zato so to tako globoke stvari in te res pozivam, če se sploh poznaš, če sploh veš, kaj je tvoja najljubša hrana, ampak res tista prava hrana, ki tvojemu telesu daje tisto energijo, katero ti rabiš za ustvarjanje, za kreacijo, da si srečna, da si izpopolnjena, da si notranje zadovoljna. To je tista hrana, ki jo ti rabiš. Ni to čokolada, čokolada nam niža energijo, ampak tista prava hrana, ki te dvigne, ki te v bistvu požene v neko akcijo, katera te izpopolnjuje. To ti dajem danes za izziv, da prebrskaš, da raziskuješ, katera hrana je to, če smo zdaj že glih pri hrani, sej to je metaforically tudi rečeno, lahko je tudi mentalna hrana. Kaj bi ti mogla narediti, pa ne moram reči mogla glih, kaj bi želela, kaj bi ti čutila, da bi naredila, da te v bistvu napolni z neko pozitivno energijo, z veseljem, z joyem, z neko kreativo, da greš v kreativo, da si želiš nekaj ustvarjati. Ta hrana, to hrano mislim, seveda je tudi fizična hrana, katera nas v bistvu dvigne in nam ne krade energije, tista težka hrana, ki jo poješ, pa pol greš kar spat. To ni tista prava hrana, ki nas dviguje, ampak nam jemlje energijo, že to mečkam sam v razmislek. Ampak jaz zdaj govorim o eni drugi hrani, tisti hrani, da res sebe poznaš, da res veš, kaj te dvigne, kaj te veseli, kaj te razvedri, kaj ti da energijo, kaj te oživi, da to v bistvu veš, da se poznaš, da čim več tega v bistvu potem delaš v svojem življenju.
da nimaš rutine, da ni tist dolgočasje, zjutraj vstaneš, se zrihtaš, moraš v službo, ne vem, otroke pelješ, si v službi, je dolgčas, itak skozi eno in isto, greš domov, po otroke, skuhaš, pospravljaš in padeš v poslo. Ne vem, če je to glih smisel življenja. Lahko imaš seveda nek smisel, da greš po otroke. Pojdi po otroke z veseljem. Dej nekaj skupaj naredite. Pejte v tist joy. Otroci imajo že ta svoj joy, ki ti ga dajo. Zakaj ga zatiraš? Zakaj zatiraš vse ta joy? Ne vem, otrok gre pa reče, mami, daj nekaj, bla, 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 greva skupaj. Ti pa rečeš, ja, ne, sem utrujena, nimam časa. S tem si tudi sebe zatrla, ne samo otroka, tudi sebe, svojega otroka si zatrla. Dej, pejdi čez to in dej se zabavaj s svojim otrokom. On te tudi dviguje. Zakaj to zaviraš? Zakaj to v bistvu nekako ne sprejmeš? En razmislek še. Recimo tiste, ki imate še otroke, ki so miceni in so polni energije in veselja in radosti. Dajmo se veseliti z njimi, ne jih zatirati, ne zatirati otroke, daj vesel se z njim, vesel se z otrokom. On ti bo dal potem še več energije, ne da zatirate to. Tako da mogoče mečkan en razmislek še v tej smeri, tisti, ki imate otroke. Tisti, ki pa nimate otroke, pa vse nimate neke energije, pa se vlečete čez celi dan, pa ste potem tečni, pa ste zadirčni, pa vam nič ne paše. Dajte se mečkan vprašati, kaj vi radi počnete, ali pa dajte se vprašati, če je to že leta in leta in ste že čist nevoljni, ne vem kaj. Dajte se vprašati, kaj ste radi počeli, ko ste bili mladi, ko ste bili otročki, kaj ste počeli, ali ste po drevesih plezali, ne vem, ali ste peli, ali ste se s kolesi vozili, ne vem, whatever. Dej se to vprašaj, dej se malo spoznaj, dej spoznaj tistega svojega otroka v sebi, dej ga mečkan spet navduši, dej ga ven privleč iz tiste kleti ali podzavesti ali kjerkoli pa že in dej mečkan tega svojega otroka nahrani, dej nekaj naredi, da boš spet ti srečna, da boš vesela, da boš radostna. To ti rabiš. Če tega nimaš, si nevoljna, si tečna, si zadirčna in nisi v kreaciji, stagniraš. In to ni okej, ker ti si prišla sem kreirati in ustvarjati svoje življenje. To joy, v bistvu veselje, radost, da čutiš in jo izžarevaš, to si prišla ti sem, ne zato, da si tečna, pa da ti nič ne paše, pa da si skozi v enih vzorcih negativnih in prepričanih in seveda to nisi ti in pol se sploh ne poznaš. Zato se boš mogla spet spoznati. In te izzivam, da se začni zopet spoznavati. Začni spoznavati, kaj rada počneš, kaj te veseli, kaj te dvigne, kaj te nekako navihano naredi, kaj te osreči. Začni se spoznavati. Zato, če nisi v tej energiji, potem si se zgubila. In enostavno te več ni. Nisi ti pristna, ali so te drugi, bom rekla, ukalupali, ali so te drugi nekako izoblikovali, ker si se pač prilagodila in enostavno nisi sledila sebi in svojemu srcu in s tem si sebe izgubila. In te pozivam, da se zopet začneš iskati
Začni z malimi stvarmi. Kaj jaz rada počnem? Kaj jaz rada jem? Ampak res rada jem. Ne tisto, ko greš po čokolado, ko si zmatrana, ko rabiš energijo. Dej ti raj začni, zakaj si utrujena, zakaj si nejevoljna, kaj delaš, da si nejevoljna, zakaj delaš nekaj proti sebi, da si nezadovoljna. Dej majčkeno začni razmišljati o tem. Srčno priporočam, da začnete majčkeno razmišljati o tem. Ker večina nas je skozi odraščanje in skozi življenje se nas je izgubila. In smo nehali početi to, kar delamo najrajši. Zakaj? Zato, ker so drugi tako hoteli. Pa so mogli tudi službo, pa so rekli, da moram tja, pa da moram to delati, da bom kaj zaslužila, pa da moram se osamosvojiti in te stvari. Ne. Zakaj si podlegla drugim mnenjem? Zakaj ne slediš svojemu srcu? To je najbolj pravilno in srce te točno pelje tam, kjer moraš biti. Zato te pozivam, da naredi pri sebi eno revizijo in se začni spoznavati. Začni spoznavati, kaj te moti na sebi, oziroma mogoče še tako, kaj te moti na drugih. Najprej to, ker to je najlažje, ne? Na sebi to je še večkrat težje. Kaj mene moti na sebi? Kaj je zdaj to? Dej, začni, kaj tebe moti na drugih. Recimo na otrocih, recimo, ne? Ali pa najbližjih. Kaj tebe moti tam? In boš točno izvedla, kaj tebe moti na sebi. Ker to, kar nas moti na drugih, v bistvu nas moti na sebi. Samo prekopiraj nase. In potem začni z malimi spremembami. Ugotovila sem, da mi to pa to ni všeč. Ugotovila sem, da se non-stop derem. In to mi krade energijo. In potem sem tečna. In potem sem nejevoljna. In potem sem žalostna. In mi nič ni všeč. Nehaj se dret. Dej, vdih, izdih. Najprej tisto jezo, ihto, karkoli že imaš. Najprej predihaj. In se umiri. In potem spregovori, karkoli boš že začutila. First step, najprej se umiri. Predihaš stvari. Če ne veš, kako bi se predihala, lahko prideš k meni na delavnico dihanja, ki jo imam vsak mesec, tako da te vabim, da prideš na mojo spletno stran www.lavitas.si in si tam pogledaš vse termine, kaj počnemo na delavnici dihanja. Zelo pomembno je, da se predihaš. S tem, ko se predihaš, dobiš kisik v možgane in se umiriš. Telo umiriš in tako lahko zopet čisto umirjeno odreagiraš. Če boš v ihti, boš samo izgubljala energijo in še več bo tiste nelagodne energije potem prihajalo zraven, ne? Tako da dejte majčkeno paziti na te stvari, umirjajte se vsak dan, majčkeno poglejte, kje ste, kaj vam ni všeč in dejte to majčkeno začeti obračati. Torej, meni ni všeč, da se derem, ja pa se pa ne več dret. A ne? Pa dej še majčkeno potem pejti naprej. Kaj je trigger, da se ti dereš? Kaj je trigger? Ja, na živce mi gre otrok, ki je hiperaktiven. Dej ga sprejmi. Tak pač je, to je otrok. A si pozabila, kakšna si bila? Dej ga sprejmi, sprejmi njegovo veselje. Veseli se z njim.
Dvignil ti bo energijo, ne vzel. To je največji štos, kar mislimo, da nam bo kar vse še manj, da bomo imeli energije, da nam bo še več energije šlo. Pa ni res. Če se ti zabavaš, dobivaš energijo. Jo ne zgubljaš. Tudi če se fizično malce gibaš, super za telo in se zabavaš zraven, kaj še češ boljšega? Mečkano razmislek. Ful je še tega, ampak da ne bom predolga spet, bom se še kaj oglasila na to temo. Torej, danes smo rekli, da se spoznajte, začnite se spoznavati predvsem vaše triggerje, kaj vas spravlja iz vašega tira. To je najbolj pomemben, da začnete pri tem in potem svičate. To pomeni, da greste v svoj notranji mir. Ful pomemben. Da predihate stvari in začnete drugače. Odreagirate drugače. Bolj mirno in seveda bolj pozitivno. Seveda to ne gre čez noč. To pač rabite svoj čas. Ampak dajte začeti se opazovati, dajte se začeti pri vsaki situaciji, bodite zavestno biti tam. In trigger, spet sem bila taka, In ko boš to ugotovila, si zmagala. Takrat lahko svičaš. Če pa ti ne veš, kaj delaš, pa si na avtopilotu, pa sam zgubljaš. Tako da te res pozivam, da se začneš spoznavati. Daj se mečken začuti, kje si, kaj recimo delaš, da si v jezi, v žalosti, kje so oni triggerji, pa idi noter, pa jih začni predihavati, začni luščiti, kje pes taco moli in takrat boš lahko spremenila situacijo. Ampak jo moraš najprej videti, najprej moraš začutiti, najprej moraš zaznati. Preden lahko kaj sploh svičneš. Tako da, če rabite pomoč na tem področju, seveda lahko mi pišete na info@lavitas.si, pa se dogovorimo za individualno svetovanje. Drugače pa dajte res paziti na se, pazite na svoje reakcije, dajte tudi druge opazovati, kaj vas v drugih moti. In tisto, kar vas moti, dajte najprej pri sebi pogledati. Ful pomembna stvar. Tako da, če rabite pomoč, veste, kje sem. Če rabite sprostitev, vsak mesec imam 6 dogodkov na to temo, tako da vse prečekiraš lahko na www.lavitas.si. Če želiš še več takih nasvetov, Lavitas nasvetov, daj stisni subscribe ali naroči se, če si na YouTubeu, če si kje drugje, samo slediš, torej follow stisneš in dobiš vse nadaljne informacije, ko bo spet kaj novega. Jaz ti želim prijetno spoznavanje samega sebe in uživaj vsak trenutek in daj pejt v to veselje, v ta joy, v ustvarjalnost, v kreativo. Tam je energija tista prava, ki nas dviguje, ki nas naprej pušne. Tako da daj se raziskuj in čim več te energije ti želim res iz srca. Uživaj še enkrat in se oglasim kmalu. Vita živja.